Lep pozdrav iz studia Idrijskih novic. V današnji športni oddaji bomo govorili o plesu. Naša gost je namreč predsednica plesnega kluba Idrija, gospa Renata Dolenc, katero prav lepo pozdravljamo v studiji. Hvala lepa, hvala za povabilo. Kot rečeno, plesni klub Idrija letos praznuje 20-letnico delovanja. Kako je sploh prišlo do ustanovitve samega kluba? Ja, v Idriji je bil ples kar razvit in že leta tam 21 so se odvijali, 2001 so se odvijali razni plesni tečaji. Takrat je plesni tečaj vodil Tomaž Ambrož in ti plesni tečaji so bili na Kendovem dvorcu, pa mislim, da nekaj tudi v gostišču Barbara. In potem je 8 parov, ki je obiskovalo ta plesni tečaj, je prišlo na idejo, da bi pa ustanovili v Idriji lasten klub. No, in ta ideja je dozorela in leta 2006 je pod vodstvom gospe Lidije Kleindienst prišlo do ustanovitve plesnega kluba Idrija. Ko je bil ta plesni klub ustanovljen, je deloval pod okriljem plesne šole Urška, katere direktor je bil Tomaž Ambrož. No, ta skupina je najprej začela iskati lokacijo, kjer bi se plesni tečaji odvijali, in dobili so v magazinu nad mestno knjižnico, kjer je prej deloval enkrat mladinski klub, prostore, ki so bili popolnoma zanemarjeni, ampak s soglasjem občine in številnih donatorjev, ki so jim takrat prišli na pomoč, so z ogromno prostovoljnega dela so uredili plesno dvorano. To plesno dvorano še zdaj izkoriščamo in je enkratna in je lepa in služi svojemu namenu. Je pa tudi že od samega začetka privabljala res ogromno tudi mladih plesalcev. Ja, že od samega začetka je privabljala mlade in to je bil tudi nekak namen ustanovitve kluba, da se prav mladim približa ples in da jih spravijo izpred televizijskih zaslonov, da se mladi gibajo in da se imajo lepo in da plešajo. To je bil tudi namen, da se predvsem mladim ponudi plesne tečaje. Je pa tudi hitro potem prišlo do tekmovalnih uspehov, ne samo na državni, ampak tudi na mednarodni ravni. Ja, takratni ustanovitelji so imeli veliko srečo, da jim je Tomaž Ambrož poslal enkratne trenerje. Ena izmed njih je bila tudi Renata Alibegović, ki je potem bila v klubu celih 16 let. No, in pod njenim vodstvom, z njenimi enkratnimi koreografijami so naši plesalci napredovali in že kar takoj posegali po najvišjih priznanjih. Tako so se te medalje kar nizale, ena za drugo so se nizale in ogromno je bilo teh medalj. Zdaj imamo v plesnem klubu 3 police, to se pravi eno celo steno, kjer so gor sami pokali. Jaz niti ne vem števila, ampak tukaj je ogromno pokalov svetovnih prvenstev, z evropskih prvenstev, da ne govorimo o državnih tekmovanjih. Res, plesni klub je bil na tekmovalnem področju uspešen. Moram povedati, da to na tekmovalnem področju modernih tekmovalnih plesov. Mi smo člani Plesne zveze Slovenije in tekmujemo v sekciji modernih tekmovalnih plesov, to je hip-hop, street show dance in ta zvrst plesa je naša. Namenjen mladim predvsem. Namenjen mladim, ja. Želeli smo tudi pare, da bi trenirali tudi plesni pari, vendar fantov ne dobimo. Fanti so redki. Mogoče tudi preko tega pogovora, koga spodbudite k temu, da se vam pridruži. Ja, absolutno. Mi vadimo fante, je tudi hip-hop za fante, je street show dance za fante, je breakdance za fante, veliko je stvari za fantov in vabljeni. Se pravi, najde se za vsakogar nekaj. Za vsakogar, ja. Omenila ste Renato Alibegović, nedvomno je ogromno pripomogla k tem prvim uspehom, vendar pa sedaj njeno delo nadaljujejo domače trenerke, ki so bile nekdaj tudi same, ko so bile še mlajše, uspešne tekmovalke. Ja, za mlade, za te moderne tekmovalne plese imamo kar
5 trenerk, ki so nekdanje učenke Renate Alibegović. To je za nas en velik uspeh, da se nadaljuje ta tradicija, da ustvarjamo svoje lastne trenerje. No, in te trenerke, bom rekla, dve od njih sta tudi trenutni tekmovalki in ta tretja je pa njuna trenerka. Tako, da se tradicija dobrih trenerjev v modernih tekmovalnih plesih nadaljuje. Moram pa reči, da imamo tudi na drugih področjih zelo dobre trenerje. Nedvomno so v preteklosti veliko dela opravili tudi starši, predvsem ko so pomagali pripravljati različne rekvizite za nastope. Meni osebno v spominu ostal Bob, s katero so simulirali jamajsko Bob ekipo. Ja, brez staršev teh uspehov absolutno ne bi moglo biti. Zato, ker kadar se nekdo odloči, ko se otrok odloči, da bo tekmoval, je to prvič, mora biti spodbuda staršev. Potem je način življenja družine se spremeni, ker družina se mora cela predati športu in športniku, ker ga je treba prevažati na razne tekmovanja. Potem pred nas tekmujejo v street show danceu, ki zahteva tudi opremo, ki zahteva neko sceno in morajo narediti te rekvizite, ki so na sceni, Zato brez staršev, brez podpore staršev ni govora. In hvala staršem, ki so res stali za svojimi otroci, za njihovimi otroci in da smo lahko dosegali take dobre rezultate. Poleg tega je za starše tekmovalni šport, bom rekla, tudi še kar velik finančni zalogaj. Se trudimo dobiti sponzorje, da nam pomagajo pri tem, ampak še vse glih je velik del tudi na starših. Se pravi, skupaj ste z roko v roki dosegli ogromno teh uspehov. Ja. Na katerega ste pa v klubu najbolj ponosni? Velja koga izpostaviti ali je to nehvaležna naloga? To je nehvaležna naloga, zato ker mi imamo toliko zlatih, toliko srebrnih, toliko bronastih. In se pravi, vsaka medalja je za tistega otroka, pa za tiste starše najpomembnejša. In to so tisti uspehi, ki ostanejo za vse življenje. In upam, da se bodo te zgodbe tekmovalne, ki so vesele, včasih so pa tudi razočaranja, da bodo to ostale v spominu, to je za vse življenje. To je bera dota, ki ostane. Vsaka medalja je čudovita, če jo dobi otroka, ker za to se mora res veliko dela je za tem. Pri delovanju kluba pa ne gre samo za udejstvovanje na področju športa. S čim vse se v klubu ukvarjate? Poleg tekmovalnih športa, poleg tekmovalnih plesov, imamo še ogromno rekreacijskih plesov, to se pravi za mlade, lahko samo kot rekreacijo trenirajo hip-hop, jazz, balet. In potem imamo za odrasle celo plejado, cel kup različnih plesnih tečajev, kjer se lahko rekreirajo. Poleg plesnih tečajev pa imamo v zadnjem času veliko rekreativnih tečajev, tam, ko se ne pleše, to so na primer zumba, pilates, joga, mixfit. Tam se pa predvsem dobro prešvica, dobro pretegne, v glavnem to je bolj telesna vadba, ki se pa čedalje bolj prijema, ne vem zakaj, ampak ljudje se radi rekreirajo, delajo gibe bolj za trenerjem, ker ples je pa nekaj več. Ples je pa telovadba za mišice, ampak je tudi izvrstna telovadba za možgane in je težji. Na kakšen način za možgane? Zato, ker možgani morajo dobro misliti, kako bodo nek gib naredili. Gib sam ponavadi ni težak, mi se ne ukvarjamo s kakšnimi akrobacijami, ampak možgani si pa morajo zapomniti, kako bodo ta gib izvedli, kateri gib sledi gibu, kako moraš spremljati soplesalca, tako da to
da to je malo težje, pa tudi znanstveni dokazi dokazujejo, da ples krepi možgane, da preprečuje demenco, da marsikaj stvari, ki v možganih niso v redu, ples popravi ali pa vsaj vzdržuje, da se ne poslabša. Jih malce spodbuja k delovanju. Tako. Glede na vse povedano, verjamem, da vizija kluba za naprej je kar pestra, veliko načrtov, med drugim pa tudi sprememba na vodstvenem položaju. Drži informacije, da se ne boste več potegovali za mesto predsednice. Ja, meni se v marcu se mi mandat izteče, 5-letni mandat, in v marcu bo skupščina, ki bo tudi volilna skupščina, in takrat bomo izvolili novega predsednika ali novo predsednico. Bolj verjetno, da bo predsednica. Ampak še ni na vidiku, kdo to bo. Ne vem, to pripravljajo drugi. Nisem še dobila informacije, kdo bo moj naslednik. Ampak v marcu ne bo samo volilna skupščina, čaka vas še dogodek ob obeležitvi 20-letnice delovanja. Ja. Nekaj je že bilo, kaj vse še pripravljate? Ja, ob obeležitvi 20. obletnice plesnega kluba Idrija smo imeli slavnostno prireditev v filmskem gledališču. Za naprej pa pripravljamo produkcijo, to je letna produkcija, ki jo izvedemo vsako leto, ampak letos bo malo posebna, zato ker obeležujemo 20-letnico kluba. In ta letna produkcija bo 1. marca v Modri dvorani ob 18. uri. Vstop je prost, brezplačen. Če bo kdo kakšen evrček vrgel v tisto skrinjico s prostovoljnimi prispevki, bomo veseli, ni pa nič obvezno. Mi vabimo, da pridete v čim večjem številu pogledati, kaj mi vse delamo. Pripravljamo pester program. Zvrstilo se bo, mislim, da 22 točk različnih. Plesali bodo otroci, ki imajo 3 leta, plesali bomo tisti, ki smo že v 7. in še večjem številu križev, vse generacije bomo plesale. In plesi bodo različni. Skratka, dogodek, katerega ne gre zamuditi. Ne, vabljeni. Gospa Dolenc, še enkrat čestitke ob 20-letnici delovanja plesnega kluba Idrija in pa hvala, da ste se odzvala našemu povabilu in pa vso srečo tudi v prihodnje. Hvala za vabilo in lep pozdrav. Vam, spoštovani gledalci, pa hvala za ogled tokratnega pogovora in pa vabljeni tudi k ogledu ostalih prispevkov Studia Idrijskih novic.